Hvala. Jaz bi najprej vprašala, če se me sploh dobro sliši, ko vas je kar velika. Se tam v zadnji kaj sliši? Gre? Ok. Predavanje, ki ga bom pripravila, pravzaprav še ni dobro strukturirano, zato ker gre pravzaprav za en del raziskave, ki se pravkar odvija, oziroma raziskava je več ali manj gotova. Namreč v Umetnostni galeriji Maribor v juniju pripravljam razstavo novih figuralik na Slovenskem. Tako da bom danes pokazala en sklop del, ki se potencialno umeščajo pod ta okvir. Oziroma zasnova sploh tega nekega razmišljanja in izbora je bila spodbujena pred 2 leti, ko je galerija P74 pripravila razstavo Milene Usenik, to do leta 2014. In je bilo zelo zanimivo, tudi ko smo gledali po medijih, kaj se je s to razstavo zgodilo. Namreč gre za dela ene avtorice, ki smo jih v slovenskem prostoru precej slabo poznali, se vam jih bom zdaj poiskala. In je zelo zanimivo, ker gre pravzaprav za nek direkten odmev nad pop art. Tudi avtorica je sama rekla, da je ob teh delih gledala Rosenquista predvsem, ki ga v našem prostoru nismo dobro poznali. In tisto, kar se mi je zdelo tudi zanimivo, je, da je tej razstavi uspel na eni strani, da je bila pravzaprav neka razstava za sodobne hipsterje, da je bila to neka retro razstava, dobro obiskana. Na drugi strani je pa galeriji tudi uspel, da je iz zgodovine umetnosti izbrskala eno še ne dovolj poznano poglavje verjetno. Njena dela Milene Usenik so bila takoj umeščena v zbirko Osrednje nacionalne institucije. Hkrati se po zadnjih 2-3 letih tudi v mednarodnem prostoru dogaja pravi boom razstav, ki na novo poskušajo vrednotiti nekaj, čemur pač hegemono na zahodu pravijo pop art. Jaz temu pač bom za te prakse jaz ko uporabljam termin nova figuralika, prav zaradi tega, ker se mi zdi najširši nek pojem, v katerem se združujejo umetniške prakse, ki jim lahko rečemo pop art, potem, ko se jim je pri nas rekla ekspresivna figuralika, nova figuralika, potem v Nemčiji se je temu rekel tudi kapitalistični realizem, o čemer bo Nadja nekoliko kasneje nekaj več povedala. In v slovenskem prostoru so ta dela nastajala v 6. in 7. desetletju 20. stoletja. Leta 1995 je Jure Mikuš napisal knjigo o slovenskem in zahodnem slikarstvu in primerjavi med njima. In takrat se je zdelo, da je bila ta tema nekega prisvajanja tujega v našem prostoru in pomanjkanja pristnega slovenskega, in to je bilo leta 1995, še precej boleča. In dejstvo je, da so slike, ki so v tem času, slike in tudi zelo redki kipi, predvsem Dugi Sambolec, ki so nastajali v tem času, podobne mnogim slikam umetnikov iz mednarodnega prostora, in da gre pri tem lahko za kopiranje, za reakcijo, za ponotranjanje, za uporabo naključja ali pa za zavestno podobnost. Ampak menim, da danes že postaje jasno, in tudi mednarodni prostor to nekako postavlja, da se ameriškim, angleškim, francoskim, nemškim delom, pa še italijanskim, ki so bila tista, v okviru katerih smo takrat razmišljali o teh praksah, pridružujejo še mnoge prakse iz različnih nacionalnih prostorov in celo iz drugih kontinentov. No, zdaj pa, a se tukaj datum brez lepo prelomila, za vse verjetno z vaše strani. V glavnem, začenjam leta 1967, ko so na 3. jugoslovanskem trienalu likovne umetnosti v Beogradu
prvič razstavljali slikarji, ki jih je kritika opredelila za nove figuralike. Med slovenskimi umetniki, ki so bili vključeni na to razstavo, je bil takrat samo Zmago Jeraj. Naslednje leto, se pravi 68, so si pa Beograjčani v marcu in aprilu ogledovali razstavo sodobne slovenske umetnosti, ki jo je takrat pripravila Ljubljanska moderna galerija, in sicer v Muzeju savremene umetnosti, in takrat je eden največjih poznavalcev umetnosti sodobnega trenutka, Ješa Denegri, zapisal tole, sicer da je mogoče opaziti, da se od sebi prevladujočih likovnih jezikov v splošni mednarodni panorami v zadnjem desetletju v alternativah od raznih različic pop-arta, tja do optične in kinetične umetnosti ljubljanskega središča niso močneje čutljivi. Danes je mogoče zatrdno zatrditi, da to pravzaprav ni res. Zakaj je prišlo do takih izjav? Zaradi pač nekih časov, na eni strani zaradi časovnega zamika, namreč razstava je bila pripravljena v marcu in aprilu, decembra istega leta je pa Aleksander Basin tudi v Beogradu pripravil razstavo ekspresivnih figuralikov oziroma avtorjev, katerih praksa se je kasneje tako poimenovala. Tako da Beograd tega še v tistem času, da Negri še tega ni mogel videti. Na drugi strani pa je zanimivo, da je pač, kaj se je zgodilo z predstavitvijo, ki jo je pripravila Moderna galerija. Se mi pa zdi, da je tukaj potrebno razmišljati o tem, da je bilo to obdobje, ko je Moderna galerija vse svoje možnosti in zmožnosti in sile uperjala v razvoj grafičnega bienala, da je bil to čas, ko se je ukvarjala pravzaprav s tem, da je Moderna galerija poskušala plasirati dela enega izbora slovenske umetnosti, zdaj smo leta 68, 69, je ustanovljena seveda grupa 69. Moderna galerija se je ukvarjala s tem v tem obdobju, kako ta dela plasirati v mednarodni prostor in na drugi strani, kako umetnost na nek način povezati z gospodarstvom ali pa v njej tudi nekako tržno razmišljati, kar je zelo zanimivo, ker smo v socializmu v 70-ih letih. In po moje je to razlog, da se Moderna galerija v tem času ni dovolj angažirala pri zaznavanju tistega, kar se je dogajalo v slovenskem prostoru med mlajšo generacijo, sicer je delno to umetnost pripustila v svoje prostore in sicer v kletne prostore na Levi, če se spomnite, pred prenovo. Veliko več pa ta umetnost nekako ni bila zastopana in plasirana niti po Jugoslaviji, niti širše. Zdaj bi vas pa postavila še malo bolj natančno v prostor in čas, da se res upravičujem, ker ni prav, tudi same reprodukcije niso prav dobre, pa še tale stena vam čisto nič ne pomaga, da bi kaj dobro videli. Ampak, no, postavimo se v leto 65, takrat se v socialistični Jugoslaviji zgodi ena zelo pomembna ekonomska in pa finančna reforma. Namreč ugotovi se, da je treba pospešiti potrošnjo na tej neki čisto bazični ravni. Se pravi, da je treba začeti proizvajati vsakdanje dobrine. Takrat se odpre ta tretja fotografija, četrta, tam, ki je ena blagajna, to je posnetek iz prve Veleblago, oziroma ne, samo postreljene trgovine v Ljubljani. Zgodi se to, da se od leta 65 pa potem do 68 dohodek na prebivalca poveča, predstavljate si, za 18% in njegova potrošnja se pravi za 20%. Izboljša se tudi raven izobrazbe. V urbanih centrih se spremeni videz Jugoslavije. Odprejo se državne meje, poveča se število potovanj v tujino. V vsakodnevnem življenju se pokaže možnost za nakup avtomobila, prej tega ni bilo v takem številu, uveljavljajo se novi gospodinjski stroji, na trgovinskih policah je vse več artiklov, razvija se prvič reklamna industrija, v Slovenijo pride televizija, leta 57 jo takole oglašujejo, to je ta stara špica od RTV-ja. In takole se razvijajo prve televizijske reklame in ta neka popularna produkcija. In je spet zelo zanimivo, tole reklama iz leta 60 za lesnino, v glavni vlogi nastopa Jurij Savček, na drugi strani je pa to neka glasbeno zabavna nadaljevanka, za katero je popolnoma jasno, da je kopija nekega hollywoodskega muzika.
V 60-ih letih v Slovenijo pride tudi Rok, sprva spet kot kopija tujih uspešnic. Razvijajo se prve diskoteke nekoliko kasneje. Zasnovanje Radio Študent in potem seveda sledijo študentski upori. Na kulturnem področju nekako ta mlajša generacija niha med elitno kulturo in temu, kar se reče popularna in hkrati tudi se razvija alternativna kultura. Še v nekem manjšem segmentu družbe se začnejo vzpostavljati tudi neke stanovanjske komune, razmišlja se o drugačnem načinu bivanja, poudarja se zdrav način življenja v naravi, prakticira se jogo, proučuje vzhodne filozofije, zdaj smo že v 70-ih, kadi se marihuano. In vsi ti dejavniki nekako spodbudijo zanimanje umetnikov. V samem, če govorimo zdaj o področju same likovne umetnosti, od 60-ih let veliko lažje pridemo do tujih publikacij. Naraste število mednarodnih povezav in razstav. Predsednik države Josip Broz Tito sicer javno svari leta 64 in 63 pred negativnimi vplivi figuralne umetnosti, nasploh umetnosti Zahoda, ampak po razstavni dejavnosti v slovenskem prostoru in tudi širše je mogoče ugotoviti, da pravzaprav ta svarila nimajo nekega velikega vpliva. Po mojem mnenju se zgodi to, kar Foucault nekako analizira, da se ideologija ne prinaša direktno po neki tej piramidalni strukturi z vrha, ampak se vmes spreminja zaradi različnih razlogov, različni akterji se odločajo pač drugače. Zdaj, kjeri so te razlogi, sem si tukaj tudi napisala, te razlogi so lahko, ne vem, drugačni pogledi na umetnost, potem osebne vezi, politične povezave, finančne in druge koristi. Zaradi tega se raznoliko umetnost dopušča, seveda samo do trenutka, politika, kar se tudi vsake toliko še vedno dogaja, poseže v dejavnost galeristike na tak način, da bi ogrozila razne položaje in situacije. Tukaj sem vam pripravila eno razpredelnico obdobja, v katerem lahko razmišljamo o novi figuraliki in kaj se v tem obdobju dogajalo v razstavni dejavnosti. Zdaj se koncentriram že na Slovenijo. Seveda vemo, da se je v tem času jugovzhodna Evropa in celotna Evropa dodobra seznanila z deli pop arta, da je na Beneškem bienalu Rauschenberg dobil nagrado. Zelo zanimivo je bilo, da je seveda to takrat pripravila ne samo umetnostni svet, ampak ameriška kulturna politika. Ni bilo edino, kar je bilo razstavljeno Rauschenberg, ni bil razstavljen samo Giardini v paviljonu, ampak je bila razstava tudi v ameriškem konzulatu, bili so veliki finančni vložki, da se je ta pop art v Evropo plasiral, tako je bil tudi, naprimer, posebej za to priložnost izveden balet Mars Cunninghama v Benetkah, tako da tle je res bil razmišljanje o tem, kako naenkrat predstaviti neko smer, ki naj bi pač prevladala v tem prostoru. No, ampak v 60-ih letih smo se s pop artom, novo figuraliko, ekspresivno figuraliko in tako naprej seznanjali tudi v Jugoslaviji. K formaciji smeri v glavnem mestu sta pripomogli razstavi, ki sta pripotovali iz ZDA, in sicer leta 61 v Beograd, pa potem tudi v Moderno galerijo v Ljubljano, pripotovala razstava ameriškega slikarstva Sodobna ameriška umetnost. Leta 65 pa so bile v obeh mestih predstavljene Rauschenbergove ilustracije za Peko. V Beogradu je promotor beograjske nove figuralike Đorđe Kadijević zapisal, da je ta rojena iz upora do formalizma in abstraktnega slikarstva. V ljubljanski moderni galeriji so bile leta 63 v okviru potujoče razstave prikazana dela D'Arcangela, Lichtensteina, Warhola, Wesselmana, Dina, Jonesa, Lenga in Philipsa. Na 5. mednarodni grafični razstavi je nagrado v Ljubljani prejel Robert Rauschenberg, v komisiji so bili predstavniki iz Muzeja moderne umetnosti v New Yorku. Potem je bila leta 68 spet v spodnjih prostorih moderne galerije razstava 40 ameriških grafik s pretežno enakimi umetniki, pa leta 66 potujoča razstava grafik 11 pop artistov. Ne bom več naštevala, ampak mislim, da je jasno, da je bila priložnost, da se s to smerjo v slovenskem prostoru seznani. Na drugi strani je tudi vse tisto trdo jedro
o katerem smo do zdaj razmišljali kot o sledilcih ali pa tistih, ki so se ukvarjali z novo figuraliko, za te sem uspela se natančno pozanimati, za ostale še ne, so skoraj vsi se eno leto preživeli in študirali v tujini. Tako da Slovenija in Jugoslavija nista bila v tem času zaprt prostor. No, v Sloveniji so ob koncu 60-ih nekje pričela nastajati likovna dela, ki so jih zaznamovali odmevi raznolikih novofiguralnih smeri. Zdaj vam bom pokazala pravzaprav en tak širši izbor vseh avtorjev, pri katerih je mogoče razmišljati na različne načine. Seveda Stupica teh stvari ni sprejemil na enak način kot Rohol, tega ni sprejemil na enak način kot Milena Usenik. Ampak rada bi vas peljala čez podobe, reprodukcije, slikarska dela, ki so se jih te odmevi dotaknili. To je zelo slaba reprodukcija Stupičevih računov, ampak verjetno jih poznate iz Moderne galerije. Stupica se je takrat, ko se je 57 preselil v nov atelje, očitno ne samo, da ga je takrat začela zanimati, da se je začelo njegovo belo obdobje, ampak je začel zanimati tudi zelo Rauschenberger, kako se stvari prenašajo na platno, kako se neke te množične podobe. Potem že Nadja Zgonik je upozorila na dela Marija Pregla, to sta 2 strani iz njegovih skicirk, ki jih hranijo v Moderni galeriji. Potem so tudi 3 slikarska dela istega avtorja, pri katerih je možno neke take vplive. Tukaj pač imamo to neko stripovsko razporeditev, Polifem je v bistvu lahko tudi pralni stroj, tam na desni spodaj. Potem se v tem času k svoji avantgardni praksi vrne tudi August Černigoj, to je čas, ko mu delajo samostojno razstavo v Idriji, potem mu omogoča bivanje v Lipici in tam nastane tudi kasneje muzej njegovih del. Tukaj gre predvsem za raznolike lepljenke, pa potem Stane Kregar, ki je že prepoznan kot novi figurali, ki je seveda v tem obdobju veliko potoval v Francijo in so vidni pač te francoski vplivi v njegovih delih. Tudi eno delo Marka Šušteršiča in pa potem seveda skupina Hoka med 65 in 68, poleg ostalih stvari razvija predvsem Marko Pogačnik, tudi razmišljanje v neki pop-fazi, pop-artiklih, ker se seveda sklada z njihovo idejo realizma. Zanimivo je, da so bila ta dela, namreč v Budimpešti je bila pred kratkim razstava pop arta vzhodne Evrope in tam so bila ta dela vključena. In tisto, kar je mogoče zanimivo, je, da jih je veliko danes že v eni od privatnih zbirk hrvaškega zbiralca. Poleg Pogačnika seveda ta dela pop artikle in potem cele skupine Ohoj in enega dela njihovega ustvarjanja na papirju, se mi zdi posebej pomemben še Naško Križnar, tukaj gotovo ne vidite nič, to so v bistvu čisto taki majhni izseki iz njegovih videov. Potem pa skupina, ki jo je nekako zastopal in promoviral Aleksander Basin kot ekspresivno figuraliko. To so bili pa avtorji, ki so v tem času zaključevali pravzaprav svoje šolanje na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani. Zelo zanimivo pri njihovih delih je, da naprimer tole delo se mi res zdi super, ker je eno redkih del v slovenskem prostoru, na drugi strani, ki odgovarja na neke ideje programirane umetnosti. Do zdaj smo mislili, da je bil edini avtor pravzaprav Edvard Zajc, ki se je pa eden redkih. Tukaj se pa vidi, kako se vprašanje permutacije, ki ga razvija tudi skupina Ohol pri svojih programiranih karticah, ki jih razstav v Moderni galeriji, zlije potem z nekimi drugimi razmišljanji in smermi. Potem dela Zmaga Jeraja, avtor je Zmaga. Ki se ukvarjal tudi s fotografijo in je zelo zanimivo, da imamo tukaj eno prvih in redkih podob smrti pravzaprav v slovenski umetnosti na tak način, tam le mrtve spodaj desno.
Zmago Jeraj je bil tudi zelo aktiven kot pisec v tem času in nasploh je bilo veliko umetnikov, ki so bili angažirani. Je objavil v mariborskih časopisih, ne samo ni prinašal publiki samo informacije o tem, kaj je nova figuralika, kaj je pop art, ampak se je zavzemal tudi za angažman v umetnosti, kar se mi zdi zelo zanimivo. Potem dela Kostja Gatnika, pri katerem mene začudili, da niso pravzaprav vključena v zbirke nacionalnih inštitucij, pa gre za zelo kvalitetna dela. Avtorji vse hranijo v Maševi, kako je prišla na razstavo. Pa Milena Usenik, ki ni bila del te skupine, ker je nekoliko kasneje zaključila akademijo. Jaz sem jo spraševala, kakšne so bile povezave v tem času, je rekla, da te avtorje seveda poznala, se z nekaterimi od njih tudi družila, ampak ona je pravzaprav do pop arta prišla tako, da je šla v Istro in se je tam je imela večji dostop do modnih revij iz Italije in ker so jo zanimali blago, motivi in barve, je pravzaprav se preizkušala v tej smeri, pa jo pol spet dokaj hitro zapustila, tako kot večina teh avtorjev, namreč tisto, kar se je dogajalo, je, da na to slikarstvo ni bilo skoraj nobenega odziva ali so bili pa odzivi negativni. Ona je te svoje slike razstavila v Moderni galeriji, ne znam povedati točno kjerega leta, zdaj se nam spomnim, ampak v glavnem v njih ni šla niti ena kritika, nihče sploh ni dal od sebe besede. Potem dva avtorja, ki sicer jih umeščamo in tudi pač sodijo njihova dela v okvir hiperrealizma ali fotorealizma, s tem, da pri Mesariču se neke stvari izvijajo pravzaprav iz pop arta, tole je gotovo avtor tega verjetno Jasperja Jonesa, ko je na sliku ta večji goril. Ta dela verjetno poznate, moj Logar. Potem pa so neki drugi avtori še reagirali v svojih opusih na različne načine na odmeve novih figuralnih, tudi Janez Dernik. Zanimivo je, da se pri nekaterih avtorjih pol iz tega nove figuralike in pop arta to spremeni v eno tako, boste videli, ko vam zbrana neka dela na koncu, pravzaprav neko tako slovensko inačico, ki pri nekaterih slikarjih traja celo do danes in jo lahko v bistvu opišemo celo kot neko potovanje proti kiču. Zelo zanimiva je Metka Kraševec, ki se tudi pravzaprav nekako ni najbolj zadovoljna s to svojo pop art fazo. To je eno prvih njenih del, Podravka Juha, spet direkten odgovor na Warhola. Pa potem dve tišini, cementarna in frančiškanska cerkev. Pa potem spet eden od teh redkih motivov za pop art, namreč vemo, da je značilna tudi ta temačna, ali kako bi rekli, stran avtomobilskih nesreč, smrti. In to je spet ena od redkih podob v slovenski umetnosti, se pravi polna in prazna bolniška postelja na ginekološkem oddelku. Potem so zanimive tudi neke grafike Adriane Maraš, pa dela Franca Medinca, ko se slovensko slikarstvo sreča z novo figuraliko, je zelo zanimivo, kako se sreča v krajini. Tukaj nimam veliko reprodukcij, ki bi vam jih pokazala, ampak nekatere so odličen spoj gorenjske, krajine, škofjeloške s pop art vplivom. Potem tudi dela Hermana Gvardjančiča, pa Berka, tega drugega fotorealista, hiperrealista, pri katerem je zelo dragoceno, da je pravzaprav ohranil avtor vse svoje predloge za svoje dela, tako da bo mogoče na razstavi pač videti in časopisi, tako kot je tlele, pač naslovnica revije Stop in slika. Spet ena od redkih možnosti, da je slovenski hiper ali pa fotorealist sploh lahko našel nek prostor, kjer se je lahko ukvarjal z odsevi v steklu, seveda maksimalka tako. Potem Bogatstvo. Potem spet en avtor, ki ga mogoče sploh ne poznamo, se jaz ga nisem
Jaz sem se z njim srečala v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu, kjer me je presenetilo, da je tam neka ogromna podoba Janeza Logarja in ne vem, kdo je Janez Logar. Janez Logar je slikar, partner Miše Penjgov, dober prijatelj tudi Milene Usenik, tako da se tudi tukaj pravzaprav oblikuje neka skupina enih ljudi, ki jim je bilo blizu to razmišljanje in so v tem času poskušali raziskati, kaj se da s takim slikarstvom početi. Potem seveda tudi Bogoslav Kalaš, ki strojno začne ustvarjati nekje v tem delu, v tem času. Zelo dobro je, da se je Duba Sambolec v bistvu prav predlani odločila, da bo restaurirala svoje 3 kipe, ki jih je naredila na akademiji. In so zdaj pač restaurirani in jih bo spet možno pokazati, ne samo tega, ker prej sta v Moderni galeriji, ampak tudi gospod Češpilko tukaj, se pravi, to so vsi delavci z Akademije likovnih umetnosti nekdanje, ki jih je pridobila. Pa potem še njen drugi kip, ki je nastal nekoliko kasneje, pa ne vem, če se vključuje v to zgodbo, ki jo pletem, ampak se mi ga vseeno zdelo vredno pokazati. Se je Duba res kiparka, ki je v slovenskem prostoru, mislim, da prva spregovorila o vprašanju feminizma, o vprašanju žensk na tak jasen, direkten način. In potem seveda to, kar je prikazal MHLC v Ljubljani, dela Tince Stegovec, res izjemne avtorice. Tukaj so seveda zelo slabe reprodukcije in nič ne delajo kakšne usluge, ampak ta opus je res važno, da se je prikazal in da ga zdaj poznamo. Potem pa še določeni avtori, Stane Jagodič, njegova grupa Juni, mislim, da bo prikazana samo kot avtor, spet ena zanimiva dela. Pa en del opusa Iva Mršnika, portreti, ki jih je delal z oglem na računalniškem, portreti neznancev, politikov, pravzaprav, ki jih je delal z oglem na računalniškem papirju. Potem en del opusa Gustava Gnamuša, ki ga jaz tudi tako, če bi me pred 2-3 leti vprašali, kje je bil pa vpliv nove figuralike v Sloveniji, Gustav Gnamuš gotovo ne bi bil avtor, ki bi mi prvi padel na pamet. Je pa ta slika z malo pastjo, torbica, se mi zdi ta odlični. Še en avtor, na katerega me je upozoril Sašo Vrabič in sicer Matjaž Šmit, ki se je tudi ukvarjal z upodabljanjem teh predmetov potrošniških, to sta pa to diagonalno oba vzorca, sta pa vzorčni poli pravzaprav za nastanek blaga. In potem še neki drugi manjši avtori, ki jih je treba omeniti, ker se je pravzaprav ta nova figuralika v slovenskem obdobju v 70-ih letih kar zasidrala in se uveljavlja pravzaprav pri številnih avtorjih v slovenskem prostoru, ampak pri nekaterih zelo na kratko, za leto, 2, nekateri pa pri njej vztrajajo pravzaprav vse do današnjih dni. Rečemo Peter Vernik, Stevle Kurentov, se mi zdi zelo zanimiva, kako sestaviš pravzaprav eno kljupe, ki prihaja iz tujine in en zelo domač pravzaprav folklorni motiv. Zdaj bi vam pa še zelo na hitro, če vas še zanima in niste utrujeni, poskušala predstaviti, zakaj pravzaprav ta umetnost, ki jo je kar veliko, se je nekako zgubila iz našega zavedanja. Ni se seveda popolnoma zgubila, treba je vedeti, če gremo zdaj prek razstav, ki so se s to temo ukvarjali, ali pa člankov. Leta 1987 je v Moderni galeriji Zdenka Badovinac pripravila razstavo Ekspresivna figuralika. Tako, to je bila prva večja predstavitev teh avtorjev po letu 1979, ko je Aleksander Basin v enem od člankov zapisal, da se je nova figuralika iztekla, da je ekspresivna figuralika konec, pol leta 1987. Sledi pregledna razstava, ki pa je vključila majhno število avtorjev in še vedno pravzaprav ni razčistila z vprašanjem, a je ekspresivna figuralika primeren termin za opisati to smer. Po mojem misli, da dela pravzaprav v večini niso neekspresivna, pa tudi v figuraliki se težko govori.
Tako, tole bom pa kar prebrala, kaj se je po neka interpretacija, kaj se je v tem obdobju dogajalo. Družbene in politične okoliščine so močno vplivale na stanje sveta umetnosti in pa razstavno politiko. V začetku 70. let se je v Jugoslaviji ob neustavljivi reformi federacije konzervativni del Zveze komunistov obračunal z liberalci. Politično obsojen in iz javnega življenja izločen je bil liberalni politik Stane Kavčič in znova je nastopilo obdobje ideološkega pritiska, kar se je izkazalo tudi v kulturni politiki. Podpora kulturne politike je bila poudarjeno namenjena kulturnemu delovanju vseh državljanov in vršilnemu delu odpor do visoke kulture. To pa je pomenilo podporo amaterski kulturni dejavnosti, likovnim samorastnikom in podobno in zmanjšanje sredstev za drugo produkcijo. Naraslo je število razstav naivne umetnosti. Lokalne samoupravne interesne skupnosti za kulturo so za nekaj časa prevzele celo v svojo pristojnost celo odkupno politiko srednjih institucij za moderno umetnost, kar pomeni, da je pravzaprav nekdo v krajevni skupnosti rekel, kaj bojo v moderni galeriji kupili za svojo zbirko. Med posameznimi sodobnimi smeri so v oteženih produkcijskih in razstavnih pogojih 70 let obstajala trenja. Različno uspešno so uporabljale strategije za vstop v centralne institucije. Zdi se, da sta konceptualna umetnost in pa fundamentalna abstrakcija kasneje prek svojih zastopnikov prodrli v kanon slovenske umetnostne zgodovine, kot je uveljavila velika pregledna razstava Slovenska likovna umetnost 45-78 v Moderni galeriji, precej lažje kot pa nove figuralike. Iz polemik, ki jih je sprožila razstava, je moč razbrati, da se v lokalnem prostoru še v poznih 70. letih bil boj med abstrakcijo in figuraliko, ki je bila v kolektivnem spominu povezana zdaj nezaželenim socialističnim realizmom prvih povojnih let. Predvsem zato je del strokovne javnosti figuraliko razumel kot preživeto in skupaj z njo sta bila nezaželena tudi fotorealizem in pop-art, nova figuraliko, nekoliko manj evropske smeri, kot teoretični zaslon pa je kritiki služil predvsem članek italijanskega likovnega kritika Giulia Carla Argana o fašizmu fotorealizma, ki je bil v slovenskem prevodu objavljen v takrat edini relevantni reviji Sinteza. Med mlado generacijo likovnih kritikov in selektorjev razstav, zastopnikov posameznih usmeritev, ki so jim pripadali umetniki njihovih generacij, so vladala nasprotja. Leta 1969 je na primer Aleksander Basin kritiziral konceptualno prakso skupine Oho in sicer citiram, da bodo morali ti mladi, kolikor bodo želeli obdržati temperaturo, ki se je ustvarila okrog njih, vložiti v svoje delo več temperature in več polemičnosti. Konec citata. Sam je sprva podpiral in promoviral ekspresivne figuralike, v 70. letih pa je skušal vzpostaviti skupino novih konstruktivistov. Zanimivo je tudi, kako je slovenski prostor sprejemal zahodne vplive, saj je bila na primer konceptualna umetnost skupino in gibanjem Oho v Sloveniji prisotna pred vdorom novih figuralik, če odštejemo Ohojevski lastni kratek obisk pop-arta ali pa zgodnje vplive na Gabriela Stupica. Najvidnejši slovenski umetnostni zgodovinar, takrat še mladi Tomaž Brejc, je bil tesno povezan s skupino Oho, prav tako teoretik bratcev Rovec. Preminuli pesnik Tomaž Šalamon, ki je v tem času kot kustos služboval v Moderni galeriji, je bil član skupine Oho, ki jo je organizacijsko podpirala tudi bodoča prva komercialna galeristka slovenskega prostora Taja Brejc. Tomaž Brejc je po razpadu Oho postal zagovornik fundamentalnega slikarstva, tretji med mlado kritiško generacijo, Jure Mikuš, pa ni aktivno podpiral nobene izmed smeri, a je iz kritiških in strokovnih zapisov in iz selekcije slikarskega dela razstave, ki je prikazala umetnost 45 in 78 videti, da ni bil pristaš figuralnega slikarstva. Kritiki, ki so nastopili proti pop-artu in ekspresivni figuraliki, so jo očitali, da zgolj ponavlja vzorce iz mednarodnega prostora in da ob tem z izrazom prave nove figuralike nima dosti skupnega. Citiram, ob slovenskih inačicah nove figuralike in pop-arta pa se danes bolj ponuja parafraza Ragonove ocene francoske situacije, anglosaksonski kolegi so pop, ker izražajo civilizacijo plakata, Coca-Cole, stripa, vse originalnosti, medtem ko francoski slikarji delajo pop. Njihovo delo je intelektualno sporočilo in ne spontanni izraz. To je Jure Mikuš, leta 82.
Spor se je razplamtel ob tej razstavi, izhajali so različni članki. Eden od njih se je na primer imenoval razstava, ki spreminja dejstva. Ena od reakcij je bila, da je v tem prostoru Leo Menaše organiziral razstavo, ki se je imenovala V čast razstavi Slovenska likovna umetnost 45-78. In tisto, kar je danes mogoče ugotoviti po vseh teh letih, ob tem, ko pregledamo katalog, ko pogledamo, katera dela so bila razstavljena, je, da so bile pravzaprav te ugovori kritikov utemeljeni. Nova figuralika in figuralika nasploh je bila resnično izpuščena iz te razstave. Tukaj imam eno podobo iz katalogov, kjer se vidi, katera dela, na primer, so izbrali pa Metki Kraševic, Lojze Logar sploh ni bil omenjen kot slikar, se ga je umestilo v del, ki se ukvarja s konceptualno umetnostjo. In še ena povedna stvar je, da je na primer bilo skupini Uho namenjenih v katalogu 7 strani besedila oziroma konceptualne umetnosti, pa se je seveda ukvarjalo s skupino Uho. Medtem, ko je to slikarstvo pravzaprav dobilo 3 vrstice. Tisto, kar se mi zdi važno danes, pravzaprav ni to, da ugotavljamo, ali so bili slovenski slikarji pop, ali so samo delali pop. Mislim, da je to vprašanje danes preživeto. Mislim, da ta opus, nek korpus del, ki nastaja, dobro upozori, da pravzaprav ni važno, da se ti zgleduješ v nekem mednarodnem prostoru, danes v globaliziranem svetu je to postalo še bolj jasno, ampak je zanimivo prav to, kaj se zgodi, ko ti to stvar prevzameš, ko z njo operiraš, ko jo razmišljaš. In mislim, da so to gotovo dela, ki bi si zaslužila, da bi bila prisotna tudi na teh mednarodnih razstavah. Namreč v Tajtu je bila lansko leto odprta razstava globalnega popa, ki se je ukvarjala tudi z umetnostjo iz naših prostorov, pa žal pravzaprav dela slovenskih umetnikov tam niso bila predstavljena. Nekoliko drugače se je zgodilo na tej razstavi v Budimpešti, ki je prikazala novo figuraliko, spet se je v razstavi rekel pop iz vzhodne Evrope. Tukaj smo bili kar dobro zastopani z deli Metke Kraševic, Lojzeta Logarja, Uhoja, Naška Križnarja in Milene Veselik. Tisto, kar se mi je zdelo tudi važno, ko sem brala besedilo v katalogu londonske razstave, je, da če bi sami pravzaprav že prej razmislili in ovrednotili to smer in imeli neka besedila, ki bi jih lahko ponudili tem avtorjem razstave, bi bili mogoče zapisani nekoliko drugače. Tako je pa spet prišel nekdo iz tujine in pač povedal, kaj si on mislil o tem, kaj se je pri nas dogajalo. Tisto, kar pa si pač to besedilo v katalogu misel, pa je si jaz potem mislim, da se ne sklada z realno situacijo v slovenskem prostoru. In res upam, da bomo junija s to razstavo, pa naj sodelujejo v bistvu, lotili smo se jo tako, da sodelujejo pokrajinski muzeji iz cele Slovenije in pregledujemo tudi njihove arhive, da se bo pokazalo, da gre za eno pomembno poglavje slovenske zgodovine umetnosti. Toliko sem imela jaz za povedati. Zdaj bo sledila ena kratka pauza, pa bomo pa prisluhnili Nadi Namuš o slikarstvu 90-ih letih. Hvala. Ja, mislim, ne vem, kako imamo z vprašanji. Če bi se dati... Na koncu. Ja. Če bi se pravili vprašanje za nekoga, se vprašanje vsa vprašanje. Drugač pa z veseljem, mislim, to je... Ja. Mislim, to lahko tudi polje se zelo rada zdaj v tej sebi. Anja Mastnak se je dosti s tem ukvarjala. Mislim, da vi ste jo omenila. Ja, evo, bomo takoj še to popravimo, pa posila cigaret. Se upravičujem. Anja Mastnak
in Tadej Pogačar sta namreč leta 2001 naredila to razstavo, ki se mi zdi tudi zelo pomembna za razmišljanje o tej temi, in sicer revizije slika 70+90, in prav je, da ste na to upozorili, ker sta bila dejansko ena dva prvih, ki sta sploh upozarjala na to povezavo figuralike med 70 in 90 leti. Na tej razstavi je bila edinkrat do zdaj predstavljena tista slika Metke Krašovec z odra v Kajuhami. Drugače so pa tudi nekateri od kolegov, so dol s občinstvom, mislim, da so delovali na tej razstavi. Žiga, ti si bil, ne? Mislim, tvoja tema. Tako da to je tudi bil en zelo pomemben poriv, pravzaprav, da se danes o tej umetnosti govori. In seveda Tanja Mastnak se ukvarjala z grafiko pop-arta, tako da Nač, zdaj vas pa res pustim. Se upravičujem. Vse pravno, da je ful ene ful se ene stvari pokazali. Torej, lahko nadaljujemo, a ne? Jaz upam, da boste zdržali ta maraton, teh dveh predavanj. Zdaj, jaz bom v današnjem predavanju predstavila neke poteze slikarstva, ki definirajo slikarstvo v 90-ih letih, bolj natančno v drugi polovici 90-ih let. In naprej, in to se pravi v času, ko se slikarstvo transformira v bolj širše vizualne kulture in v relaciji do tehnološko generiranih podob, ki so prevzele vodilno mesto na področju vizualnega in tudi razširjenih njegovih ideoloških in estetskih učinkov. Zdaj na začetku je seveda potrebno poudariti, da je slikarstvo v 90-ih letih v Sloveniji zelo raznolik fenomen, tako konceptualno kot estetsko. Na eni strani imamo seveda zelo močno prisotne, če tako rečem, rekonceptualizacije modernizma oziroma nekaj, kar je Tomaž Brejc pojmenoval kot dekonstrukcija modernističnih praks z avtorji, kot so Ivo Prančič, Marjan Guminar, Zdenka Žido, Sandi Čero, Ekoto Rimene in tako naprej. Potem imamo tukaj eklekticizem in politizacijo umetnosti v kontekstu kolektiva Irving, potem neke nasledke postmodernistične figuralike in tako naprej. Ampak jaz se bom v tem predavanju osredotočila na izbor primerov, ki kažejo različne aspekte, kako je slika odreagirala na ta spremenjen kontekst, če rečem tehnološko in kulturno spremenjen kontekst. In želela bi poudariti, da seveda sem izbrala, naredila neko selekcijo primerov, ki kažejo neke, s katerimi ponazarjam neke problematike, ki so mogoče najbolj vplivne tudi za to sodobno slikarsko produkcijo pri nas. In seveda v tem kontekstu je izpadlo kar precej umetnikov, ki se mi zdijo zelo dobri, ampak nekako sem bila prisiljena seveda narediti neko selekcijo glede na problematike. Zdaj, tukaj imam uvodoma sem izbrala dva citata, ki se mi zdi, da ponazarjata nekatere značilne poteze sodobnega slikarstva v širšem kontekstu, in sicer na eni strani tukaj Blake Crane, ameriški umetnik. Ne vem, če vidite, če je možno to sploh prebrati. In potem še izjava Staša Klein-Densta iz njegove zadnje razstave, ki jo je imel v
zdaj nedavno v galeriji Alcatraz. Zdaj, ne začnem svoj razmislek z Magom Lenardičem, ki je v osnovi konceptualni umetnik, ki uporablja zelo različne medije. In za primer sem vzela njegovo delo po Barnetu Newmanu, narejeno na podlagi Newmanove grafike iz leta 1969 iz Lenardičeve serije Cultured, iz katere sem si z vednostjo avtorja izposodila tudi naslov za današnje predavanje. Zdaj, ta Lenardičev objekt, ki je nekako s postavitvijo pretendira na sliko, se mi zdi dober primer, ki ponazarja, kako sodoben umetniški diskurs vstopa v neko novo definirano relacijo z kulturo, se pravi v območje tako imenovanega Jamesonovega kulturnega obrata, ki ga definira kultura množičnih medijev, apropriacije, reprodukcije in digitalizacije. To so torej karakteristike, ki opredeljujejo tudi sodobno slikarsko produkcijo. Zdaj, kot vidimo, se v tem Lenardičevem transparentnem objektu zrcali ta napis Cultured in izgleda kot nek odsev, ki meče svojo senco in dobesedno kaže na to ekstenzijo kulture, ki je danes prišla oziroma pronikala v vse pore našega vsakdanjega življenja. In tukaj, zdaj, če pogledamo, vidimo, da Lenardič reinterpretira to sublimno metafiziko Newmanovega zippa in njegovo optično kinetiko, ki se tukaj sprevrne v eno zelo konkretno stvar, to je zadrgo, in s to reciklažo in tem simbolnim preobratom se mi zdi, da je dobro nakazano, kako se preobrazi to samo ideološko in diskurzivno polje samega slikarstva in se odpre nek nov kulturni horizont, skozi katerega mi danes percipiramo, sprejemamo in sploh beremo umetniška dela. Danes je težko nekako razmišljati o slikarstvu s predispozicijo nekega oživetja ali pa na podlagi avtonomne umetniške substance. Slikari se bolj kot z invencijo forme ali pa izumljanjem neke nove forme ukvarjajo z eksterno referenco in z reciklažo. Tako da ta kontekstualni imperativ, ki je sploh značilen za umetniško produkcijo konca 20. stoletja in je seveda vstopil tudi v slikarstvo, preoblikuje samo slikarsko mišljenje in dejansko sliko v smer na razmislek o lastnih socialnih, ekonomskih pogojih. Pravzaprav slikarstvo se začne ukvarjati v veliki meri tudi z vprašanji produkcije, distribucije, razstavljanja del, začne se ukvarjati z lastno ideološko zgodovino. Lahko v tem kontekstu rečemo, da je pravzaprav kontekst postal neka nova tehnika delanja samih slik, ki ni, oziroma umetnosti nasploh, ki ni usmerjena samo na vzpostavljanje nekega diskurzivnega polja, ampak seveda narekuje tudi recepcijo oziroma sprejemanje samih umetniških del. To je nekaj, o čemer je govoril tudi David Chaucerit v svojem mogoče najvplivnejšem besedilu o sodobnem slikarstvu, objavljeno leta 2009, Painting Beside Itself, ko govori ravno o tem preokretu, ko se slika obrne stran od te svoje fenomenološke substance in se usmer na relacije poleg sebe, torej v ta dialog z zunanjim kontekstom. Zdaj, kaj se je zgodilo sliko v tem tehnološko razširjenem in ideološko transformiranem polju slikarstva, nam tukaj nekako skoraj didaktično povzeto v teh že dobro znanih spremembah, kjer medijsko specifično inovacijo nadomesti redefinicija in ponovno upravo oziroma reciklaža, avtonomijo, imanenco forme, apropriacije, autentično
umetniško izvedbo, kopija, reprodukcija, mehanski postopki, retinalni vidik, konceptualni pristop, formo, tako imenovan attitude, objekt postane projekt. Zdaj, slovensko slikarstvo v 90-ih letih se je torej, kot rečeno, redefiniralo nekako z vstopom v to polje medijsko posredovane vizualne kulture, kjer se je nekako ključen premik v spremembi slike vrtel ravno okrog ekrana kot emblema medijske družbe. Zdaj, na eni strani seveda to slikarstvo definira tudi družbeni kontekst slovenske tranzicije, na drugi strani imamo pa tudi v 90-ih letih neko ponovni interes za to vsebino in estetiko množičnih medijev, ki je nasploh navzoč tako v sami teoriji, kot v praksi, kar se kaže v tem povečanem interesu za vizualno kulturo, v medijskih študijih, v nekaterih novih smereh, ki začnejo nastajati, recimo arheologija medijev. Zdaj, če razmišljamo o slikarskem, sprav ožjo, ne toliko širšem družbenem kontekstu, ampak v tem konkretnem slikarskem kontekstu, kateri so bili ti umetniki, ki so recimo vplivali na domače ustvarjalce, tle nabor izjemno raznolik in seveda odvisen od nekih osebnih preferenc. Mogoče velja izpostaviti tukaj različne postkonceptualne smernice, naprimer Sherry Levin, kasneje tudi slikarje Leipziške šole, Alberta Oehlena, potem gotovo tudi Martina Kippenbergerja, ki je bil zanimiv za avtorje, zlasti s svojim takim anarhičnim odnosom do umetniškega kanona. Tukaj bi se pa mogoče bolj izpostavila v teh vplivih tudi slikarji, ki se formirajo okrog Düsseldorfske akademije in so jih potem zasilno združevali pod nekim izrazom kapitalistični realizem. Tukaj gre, imam seveda v mislih Tolkeja, Gerharda Richterja, tudi Konrada Luega, na eni strani. Torej, zdaj vendarle ta kapitalistični realizem ne smemo mi razumeti zgolj v smislu nekega tega kulturnega ali pa izključno umetniškega fenomena, ampak je to seveda tudi diagnoza dejanske današnje družbene situacije, ki jo je Mark Fisher v svoji knjigi Capitalist Realism, Is There No Alternative, ki je šla leta 2009, opisal takole, kot, citiram, prevladujočo atmosfero, ki postavlja pogoje tako kulturni produkciji kot regulaciji dela in izobraževanja, ter deluje kot nevidna meja, ki zavira med mišljenjem in delovanje. Konec citata. Danes ta kapitalistični realizem dejansko naturaliziran v veliki meri s pomočjo te medijske reprezentacije, ki uteleša nek imperativ trga, ki nas apelira kot potencialne odjemalce. In tudi, če se spomnimo Deborjeve družbe, spektakla, tudi on tam govori o zelo pomembni vlogi podobe, ki jo ima v tej naši potrošniški družbi, kjer je podoba tista, ki dejansko nadomesti neposredno izkustvo in realno življenje nadomesti z videzom. Zdaj, na kak način so bile te množične podobe, popularne podobe, mediji, ta medijska kultura, te nove socialne tehnike, zanimivi za, kako so vstopali v naš prostor, sem tukaj nekako izpostavila tri vidike. Na eni strani slikarstvo, ki se utemeljuje, izhaja iz tega sociološkega konteksta, ki seveda določa, definira naše navade, predstave, vrednote in seveda prestrukturiral tudi naš družbeni prostor. Potem slikarstvo, ki ga zanimajo ti fenomenološki vidiki, tehnizirane izkušnje in raziskuje, kako so te medijske tehnologije zaznamovale naš senzorični aparat. In potem slikarstvo, ki je usmerjeno na ideološka vprašanja reprezentacije in na razmerja med umetnostjo, trgom in kulturno industrijo.
Slikarji so zelo hitro ugotovili, da slika težko konkurira s to sodobno mašinerijo podob in so zato iskali različne kategorije, kako se odzvati na ta spremenjen, preoblikovan status slike v digitaliziranem svetu. In v tej smeri je gotovo Bojan Gorenac, exemplaričen avtor. Gorenac tudi večkrat govoril v zvezi s svojim slikarstvom o rabi platna kot ekrana. Zdaj, če pogledamo njegovo sliko Nuba, vidimo ta kazalec, ki stopa kot nek tujak na podobo in s tem dotikom, ki ga implicira, ne govori jasno samo o tej drugosti tretjega sveta, ampak tudi o posredovanosti resničnosti skozi reprezentacijo. Dejansko nam kaže na to pregrado med posrednim in neposrednim gledanjem, med tem tukaj in tistim na oni strani ekrana. In kot takega ga razumem kot nekaj, kar eksplicitno nakaže na gledanje skozi ta tehnizirani ekran pogleda. Zdaj, Gorenčev slikovni ekran ni več neka metaforična projekcija umetnikovega subjekta na platno, ampak je to predvsem prostor kolektivnega kulturnega imaginarja, ki razkriva to nezavedno stran našega vizualnega spomina, kjer se srečujejo nehierarhično, sopadajo zelo raznorodne podobe. Podobe umetnostne zgodovine, podobe oglaševanja, podobe medijev, tudi različni reprezentacijski sistemi, kjer se srečata apropriacija in neka invencija, če tako rečemo, unikatno in reproducirano. Zdaj, za Gorenčevo podobe je značilen tudi ta sistem montaže, ki ga uporabljam, plastenja, sopostavljanja podob, raznoraznimi načini manipuliranja podob, ki v veliki meri ustrezajo načelom tehnološkega proizvajanja in manipuliranja podob, recimo videolayeringu, televizijskim juxtapozicijam, postavitvam spletnih strani, naprimer, in tudi sploh procesom hranjenja, prenašanja, pretvarjanja informacij. Tako da lahko za sliko tukaj dejansko rečemo, da prevzame, kot se je izrazil Peter Weibel, za sorodno slikarstvo prevzame neko vlogo skladišča sodobne vizualne kulture. Zdaj, kot rečeno, so te televizijske slike, podobe z interneta, z oglaševanja, razne komercialne podobe, začela vstopati v slovensko slikarstvo zelo z različnih konceptualnih izhodišč in so postale emblematične za nov tip tako imenovanega medijskega slikarstva, s katerim ste se pri nas največ ukvarjala Petja Grafenauer in Tomaž Vignjevič. Če zdaj začnem z nekaterimi avtorji, ki so se kasneje, ki imajo odmeve, tudi danes, bom tukaj pokazala Saša Vrabiča, ki je konec 90-ih let začel s prenosom televizijskih, fotografskih, digitalnih podob na sliko in je sliko dejansko koncipiral kot ekran z podobami, ki so bile nekako simptomatične za sodobnost. Zdaj, Vrabič je večkrat sam izpostavil, da ga pri tem procesu tako imenovane, če uporabimo tujko, remediatizacije, privlača tudi te napake, posledice samega procesa, ki so nastajale pri tem prevodu, ampak pri tovrstnih podobah je prva fascinacija gotovo navzoča v socialnem momentu in tako imenovanem hitrem realizmu, s katerim sodobne tehnologije prevajajo stvarnost v reprezentacijo in Sašo Vrabič sam uporabi velikrat ta izraz hitri realizem, ko govori tudi o zvezi s svojim slikarstvom. Zdaj, po drugi strani pa pač nasproti temu nek anahronizem
ročne izvedbe, ročne slikarske izdelave, ki pa predstavlja nek odmik od teh tehnološko produciranih podob in svojevrsten upor proti tej hitrosti in avtomatizmu mehanske proizvodnje, ki je zelo značilen za kapitalizem. Po drugi strani vidimo neko sorodno načelo tudi pri Mihi Štruplu, ki vedno v svojem delu ohranja vidnost digitalne predloge, vidnost tega prenosa med digitalnim izvorom in potem končno sliko, s čimer seveda vzpostavil to formalno, pa potem tudi pomensko distanco. Zdaj za Štruplja so značilna motivno izhaja iz teh urbanih prizorišč, največkrat sprva najde na spletu, kasneje na podlagi svojih lastnih fotografij, ki jih potem prevaja v sliko. V sliko in kot vidimo se ta digitalni vir vedno ohranja v podobi teh pikslov, ki jih avtor preoblikuje, da dobijo nek likovni poudarek. Po drugi strani pa se latentno ta digitalizacija ohranja tudi v mreži, ki seveda Štruplu služi za prenos same predloge na sliko in v bistvu tvori neko tako kompozicijsko strukturo njegovih slik. Zdaj, če pogledamo to tehnično izvedbo njegovih del, imamo stalno tako občutek, da bi gledali podobe skozi nek objektiv, skoraj da neko orwellovsko oko, ki potem mapira in nadzira to stvarnost in jo prevaja v ta latentno geometriziran sistem. In tako da imamo z temi na videz neutralnimi prizori, vsakdanjimi mestnimi prizori, pravzaprav v ozadju prisotno to Foucaultsko družbo nadzora, namreč Foucault v tej geometrizaciji, namreč Foucault govori, da je geometrija dejansko formalizacija moči nadzora v sodobnem svetu, ki ni navzoča samo v fizični strukturi mest, letališč, zaporov, konc koncev, tudi na Davčni ulici 1 je to lepo fizično doživite, ampak je to nekaj, kar se je naselilo tudi v strukturo samega kibernetičnega prostora, ki je seveda osrednji kanal sodobnih komunikacij. Zdaj, te učinke tehnologije tematizira tudi umetniški tandem Sonda z svojimi risbami narejenimi v Photoshopu in so potem povečane običajno na take velike stenske tapete, s katerimi Sonda učinkovito komentira, v bistvu ironično komentira našo obsedenost z tehnologijo. Ampak učinek teh podob ni toliko v tem, da so neki ironični podaljški naših domov in pisarn, ampak v sami identifikaciji vsebine in tehnologije same izvedbe, ki pride potem iz tega paradoksa, ko se ta risba, ki je v bistvu nekoč najbolj avtentičen umetniški izraz, je tukaj tehnološko posredovana in fiksiranja znotraj izbir, ki jih omogoča računalniški program. Ampak pri Sondi ne gre toliko za tematiziranje slikarstva v prevodu, ampak za njegovo zelo radikalno tehnološko transformacijo, kjer pravzaprav ne gre več, ki ne temelji na deskillingu, ampak na reskillingu, kjer to reciklažo kulturnih znakov dobesedno nadomesti kreativnost same tehnologije. Danes je umetnik postal v veliki meri družbeni opazovalec, ki komentira nasprotja, tenzije, paradokse, utvarja te sodobne družbe in jih prenaša v ikonične podobe sodobne umetnosti. Tako da ta vseobsegajoči kapitalizem, katastrofe, terorizem, razni distopični scenariji, ki govorijo o tem, v kakšnem svetu živimo, da moramo nujno
ukrepati, da se izognemo tej črni prihodnosti, so pogosto naselile imaginarji umetnosti, sploh in tudi slikarstva, in tovrstni distopični scenariji se pojavljajo tudi v delih Uroša Weinbergerja. Weinberger sicer na zadnji razstavi tematizira, glede zdaj, ko je v galeriji Kresija ta družinski zakonik, ampak na teh starejših podobah pa vidimo prizore nasilja, nesvobode, ki so še bolj poudarjeni z cevmi, ki so na njegovih delih na eni strani emblematični kot nek zaslužnevalni element, na drugi strani pa tisti drugi nepogrešljivi element sodobne eksistence, torej cevi, s katerimi smo priklopljeni na te kanale, informacijske kanale in sodobne komunikacije. Še en primer, zdaj bo, če se preselim naprej na Marka Požlepa. Mark Požlep je zanimiv toliko na svojih delih, združuje neke te osebne fantazme skupaj z takim kolektivnim imaginarjem, z stripovskimi junaki, filmskimi prizori, imamo razne umetnostno-zgodovinske reference, klišeje in jih spaja v neke svoje scenarije, ki jih pogosto nadgrajuje v svojih instalacijah in v performancih, ki ustvarjajo neko tako transgresijo nekih kulturnih kodov in trash estetiko. Zdaj, to vrstno slikarstvo je danes aktualno tudi seveda zaradi tega, ker še vedno omogoča ta spoj fikcije in resničnosti in sliko ustvarja nek mentalni prostor kulturne krajine, ki je hkrati tudi tisti prostor, ki oblikuje in okvirja neke naše lastne predstavne horizonte. Zdaj, če se preselim na nek drug problemski sklop, bomo videli, da se velik del slikarstva usmeri tudi na ideološko refleksijo in dekonstrukcijo slikarstva, ki ni več, kot se je izkazalo, neka avtonomna praksa, ampak je podvržena seveda številnim dejavnikom, tako zunaj polja umetnosti, kot znotraj njega, se pravi umetniškim trendom, trgu, teoriji, družbeni situaciji in podobno. Iz tega vidika se vključevanje teh popularnih medijskih podob kaže tudi kot zavest o tem, kakšno vlogo imajo te podobe seveda v boju za moč in vpliv. Po drugi strani pa avtorje zanima, kako te iste podobe uporabiti v delih kontraproduktivno, se pravi v vlogi na način nekega protistrupa, ki demaskira, ko je njegov učin, oziroma ko je se pojavil v drugem kontekstu, kako demaskira to hegemonistično načelo delovanja kapitala. Žiga Kariš je gotovo umetnik, ki ga zanima umetnost tudi kot kulturno blago, ki je podvrženo oziroma vpeto v mrežo ekonomskih, institucionalnih in družbenih silnic in v svojem delu zelo velikokrat uporablja elemente, ki pač kažejo na vrednote ali pa klišeje te sodobne družbe. Zdaj, tukaj imam predstavljen projekt Terror Decor, projekt, ki je bil predstavljen tudi v publikaciji Vitamin, Fajtrovi publikaciji Vitamin T in se v njem že zelo veliko pisali. Vendarle se mi ga zdi tukaj seveda smiselno še enkrat odpeljati, namreč, kar je zelo učinkovit ravno v tem, ko neko tako motečo sožitje sprav estetiko in nasilje, kot je naslov samega projekta, imamo zdaj na eni strani tukaj problematizacijo samega modernističnega gestalta, ki tukaj izgubi ta utopični naboj in postane neka dekorativna maska, ki jo spet lahko referiramo na Foucaultovo interpretacijo geometrije v službi nadzora.
Na drugi strani imamo potem te medijske podobe, recimo katastrof, eksplozije v tem primeru, ki jih v medijskih reprezentacijah, kakršne smo deležni v vsakdanji izkušnji, pravzaprav dojemamo le še na ravni razvedrila oziroma še ene izmed televizijskih novic, ki so tako neučinkovite, da jih sprejemamo v varni legi za ekranom. Kariža je vse skozi zanima, kako se v kontekstu sodobne kulture transformirajo stari vrednostni sistemi in vrednote in recimo v njegovem drugem projektu Politika slike tukaj nekako identificira sliko z neko zgodovinsko idejo političnega boja, pri čemer sta tako ideja, ki je zdaj izvenela, in slika pravzaprav prikazani kot šele neka fetišistična substituta, ki sta učinkovita v vlogi nekega tržnega emblema. In tukaj gotovo je za sam projekt bilo pomembno tudi dejstvo, da je Žiga naročil to tipografijo pri grafičnem oblikovalcu in jo je potem prenesel na platno. Zdaj, te samorefleksije slike kot nekega materialnega objekta, ki ni seveda neodvisen od institucionalnega in tržnega sistema, problematizirajo še nekateri drugi avtori. Tukaj imam Viktorja Bernika z urbanimi prostori, kjer je pri projektu, kjer je oblekel pač v te slikarske okvirje, je oblekel v nakupovalne vrečke in tako dejansko ambivalentno sicer poistovetil sliko z emblematiko potrošniške kulture. Na drugi strani pa tukaj še en primer, ki referira na modernistično izhodišče zopet. No, potem pa še en primer, zopet Zmago Lenardič z reinterpretacijo spet modernistične predloge tokrat Malevičevega črnega kvadrata, ki seveda velja za neko ikono duhovne osvoboditve izpod primeža materije. Tukaj Lenardič svojo interpretacijo pravzaprav gradi na tem pristopa skozi optiko ekonomske eksploatacije simbolnega kapitala in ta črni kvadrat dobesedno pretvori v poslovni kovček, s čimer pokaže na tako rekoč na poslovno ontologijo, ki med drugim obvladuje področje umetnosti. Nekateri avtorji so se pristopali k tej tehnološki hegemoniji in medijsko prepredeni družbi z drugačnih izhodišč in v teh primerih recimo ta intermedijska izmenjava ni bila toliko vsebina ali pa sredstvo za komentiranje nekih nove tehnološke produkcije podob ali pa socialnih tehnik, ampak je bila predvsem način eksperimentiranja oziroma raziskovanja možnosti, kako razširiti tehnološko polje klasičnega slikarstva. Tukaj je Ksenija Čerče, gotovo ena izmed zanimivejših avtoric, namreč Ksenija Čerče ustvarja slike, ki nastanejo kot končni produkti zelo različnih procesov in umetniških praks, ki so bili vključeni v sam proces, prav performance, video, fotografija, instalacija. In vse te prakse za avtorico niso zanimive zgolj kot neko inspirativno okolje, ampak predvsem kot strategija razširitve same slikarske prakse, tako da jo lahko na nek način gledamo kot slikarska sredstva, seveda v narekovajih, zaradi tega, ker so bila vedno usmerjena ciljno v sliko, čeprav jih na razstavah tudi avtonomno predstavlja kot neko refleksijo samega procesa. Ksenija Čerče je večkrat rekla, da seveda slikarstvo ni mogoče več gledati skozi neko klasično optiko,
ampak v razširjenem polju, kjer recimo figuro gledamo že skozi izkušnjo body arta, kjer tipožitje gledamo skozi izkušnjo instalacije, kjer naravo gledamo skozi kulturo in neposredno izkustvo skozi neko medijsko reprezentacijo. Zdaj, njena dela se sicer izhajajo oziroma so vpleta v zelo široke referenčne mreže, se inspirirajo tako v teoretskih, filozofskih in umetnostnih ozadjih in sliko na eni strani vedno vzpostavljajo kot diskurzivni objekt, na drugi strani pa kot izrazito čutni objekt. Tudi Marjan Bumiller je umetnik, pri katerem se močno odraža vpliv fotografije in filma, ki sta ponudila na eni strani možnost za nove načine vstopanja v to vidno izkustvo, na drugi strani pa tudi način, kako s to tehnološko izkustvo renovirati samo abstraktno slikarstvo. Bumillerjeve slike vedno izhajajo iz nekega retoričnega potenciala, barve, madežev, subtilnih, tonskih prehodov, nekih fantomskih oblik, kjer avtor vzpostavlja zelo lucidne relacije med mimetično in abstraktno formo in šir te referenčne ravni podobe. Tukaj imamo njegov cikl Makije, ki je bil zasnovan na podlagi rentgenskega posnetka slikarjevega očesa, pa tudi na podlagi nekaterih drugih mikroskopskih podob. Ampak ta mimetični element v njegovem slikarstvu se ne nahaja toliko v nekem portretiranju te mikrofiziološke resničnosti za objektivom, ampak ampak je navzoč v sami slikarski praksi, ki je nekako analogna z ustvarjalni moči narave v proizvajanju nekih življenjskih oblik, življenjskih organizmov. V njegovem delu je velikokrat navzoče naključje, vzročnost, nepredvidljivost, metamorfoza, to so elementi, ki so lastni nekemu tudi temu organskemu življenju. Ampak v tej, tako rečem, tematizaciji biomimetičnega mi zdi, da se skriva več kot zgolj interpretacija nekega dejavnega načela narave ali pa živega sveta, ampak se mi zdi, da je v tej fenomenološki gibljivosti, ki jo omogoča slika, navzoč nek svojevrsten upor proti mehanizaciji biološkega ritma, ki ga narekuje vsakdanja rutina ali pa lahko rečemo skoraj to biopolitično upravljanje naših življenj. Zdaj, potem se selim na Roberta Černelča, za katerega je značilno povezovanje slikarstva, filma in videa zlasti z vidika povezovanja strukturnih potez posameznega medija, pri čemer da zanima predvsem to, kaj se zgodi, ko en medij preselimo v drug medij, kako se spremeni s tem njegov značaj in pa tudi sama vsebina. Zdaj na svojih slikah in risbah Černelč tematizira formalne aspekte filmske govorice, kot so svetloba, res, kadr, montaža, torej tiste aspekte, ki so konstitutivni za neko filmsko naracijo in za vizualno in tudi seveda simbolno strukturo samega filma. Zdaj na seriji Risb, kako sem gledal film, tukaj avtor interpretira lasten pogled na filmsko, risarsko dekonstrukcijo izbranih kadrov oziroma nekih selekcioniranih vizualnih elementov, ki so ga pritegnili med gledanjem filma in na ta način on dejansko postane režiser neke nove risarske zgodbe, ki sicer dosledno sledi filmski naraciji, hkrati pa skozi risarsko interpretacijo bistveno preoblikuje. Zdaj, na eni strani seveda gre tukaj za
neko analizo ali pa lastno dekonstrukcijo avtorjevega gledanja filma. Na drugi strani pa te praznine med riserskimi kadri dopušča prostor tudi za gledalce in v bistvu aktivirajo tako imenovano imaginarno polje zunaj formata, o čemer je pisal Deleuze, kar omogoča, da ga seveda gledalec naseli, zapolni oziroma da postane nek nov tvorec ali pa povezovalec same pripovedi. Zdaj, če se usmerimo še na nek drug vidik slikarstva, bomo videli, da je v slikarstvu v zadnjem času se kaže zelo velika usmerjenost na partikularnost ali pa na individualnost, neke percepcije stvarnosti, ki se kaže v teh privatnih zgodbah, osebnih scenarijih, v poudarku, v vstopu v tam intimni prostor, ki kaže pravzaprav nek ta terapevtski imperativ, če rečem, sodobne družbe. In velik del teh vsebin se opira na skoraj arheološko dokumentiranje in arhiviranje lastne preteklosti, na rekonstruiranje nekih identitet, na v bistvu dokumentiranje zgodovine skozi osebni in kolektivni spomin. Velikokrat se problematizirajo tukaj relacije med individualnim prostorom ali pa in nekim kolektivnim izkustvom, med tem, kako se v bistvu vzpostavlja identiteta v relaciji do družbe. In ne malokrat tukaj v ospredje zlasti pri ženskih umetnicah tudi problematika sodobne ženske v kontekstu družbe. Zdaj, če pogledamo ta tako rekoč serijo transferov Danes Sluga, tako rekoč slikarski album, ki je bil osnovan na podlagi fotografij prijateljev, prednikov, avtorice, ki so bile posnete takrat, ko jih avtorica dejansko še ni poznala in so na ta način postali neke take imaginarne rekonstrukcije avtoričnega fiktivnega spomina. Zdaj pri Ani Sluga nastane slika kot nek končni produkt različnih tehnoloških mahinacij oziroma modifikacij izvorne fotografije, ki jo vzame, potem oddela v računalniškem programu, s katerim določi barvno skalo, s katerim v bistvu dekonstruira to podobo matrico barvnih točk, ki je potem prinesla ročno prenesla na sliko in dobila nek tak, kot vidimo, optično nestabilen učinek gibanja, ki je seveda funkcionalen tudi v smislu same vsebine. Slika zopet ohranja nekaj sledi tega predhodnega digitalnega procesa in na eni strani spominjam mogoče te slaboročljive podobe za ekranom, na drugi strani pa te podobe, ki so tako malo fantazmagorične, ki izginjajo, se prikazujejo in s tem nakazujejo neko to časovno in izkustveno distanco, delujejo tudi kot zelo podobno kot spominske podobe, ki jih potem sestavljamo iz fragmentov. Tako da sama slikarska tehnika pri Ani Sluga dejansko simulira model spominjanja. Hkrati pa imamo v tej relaciji med fotografijo, njeno digitalno predelavo oziroma dekodiranjem in končno sliko pisan nek medijski spomin, tako rekoč, skozi katerega se beleži ta arheologija medijskih transferjev. Zdaj, v tem kontekstu je ta primer slike Ane Sluga le eden izmed
del, ki se ukvarjajo z to intermedijsko izmenjavo oziroma postopki remediatizacije, ki so pritegnili marsikaterega slovenskega avtorja, ki se ukvarja mogoče z interakcijo med temi tradicionalnimi in pa novimi mediji. Tukaj imam dva primera Leona Zudoarja iz nedavne razstave v galeriji pa 74, ko imamo povečan print umetnikove ročne risbe, kaj s tem se zgodi, potem Alen Ožbolt, imamo pa skenirano fotografijo polne slike. Zdaj gotovo je, da danes slika ni več nek najbolj ekspanziven ali pa vpliven medij v svetu, ki je prepreden s temi informacijskimi in komunikacijskimi kanali, socialnimi omrežji in tako naprej, ampak je seveda še vedno to kulturni produkt, ki ima zelo bogato semantično zgodovino in materialno dediščino in je tudi kot nek materialni objekt še vedno zauzema posebno mesto, zlasti v svetu teh vedno bolj raztelešenih podob. In osebno se mi zdi, da je slika še vedno zelo lepo dobro sredstvo za diagnosticiranje sodobnosti, zaradi tega, ker se prav v sliki spusti, akumulira nek vizualni spomin in znotraj tega polja lahko trčijo omogoča kombinatoriko različnih vizualnih strategij in praks. In pomen slikarstva vidim danes predvsem v vlogi, ki jo ima kot kraj, kjer se sreča vizualna tradicija z sodobnimi podobotvornimi tehnikami. V kontekstu umetnosti pa tudi slikarstva pri nas se mi zdi, da neke nove oziroma abstraktne umetnosti pri nas ni toliko, kot je recimo kot je popularna zdaj v praksah danes aktualnih sodobnih umetnikov, ni, se mi zdi, da še vedno lahko opazimo, da je ta interes za realno in realizem v tem prostoru zelo navzoč, ampak to ne gre za vez, ne moramo to izključno povezati, izključno, mislim, mogoče z neko figuralnimi tendencami. Zdaj, te refleksije realnega in realizma se seveda manifestirajo na zelo različne oblike, ki sem jih skušala prikazati s to predstavljanje. In sicer na eni strani, kot rečeno, se ta vidik kaže v prilastitvi vsakdanjih podob in seveda reprezentacijskega modela digitalnih podob. Digitalne tehnologije lahko danes gledamo kot neke izpopolnjene aparate imitacije, ki dejansko nasledijo konstrukcione legitima v renesančni umetnosti. In kot je komentiral že Martin Kempf, v bistvu ta prostor, kot ga generira računalnik, recimo bistveno v proizvajanju iluzije bistveno ne razlikuje od recimo metričnega prostora neke renesančne, tridimenzionalnega tega metričnega prostora renesančne perspektive. Zdaj, v kontekstu tega realizma lahko gledamo tudi delo Uroša Potočnika, Veranda, pri čemer je zanimivo, da tukaj Potočnik ne izhaja iz nekega posnetka, fotografskega posnetka svoje domače verande, ampak tematizira sam koncept resničnosti, ki je torej začasna, ki je prehodna, ki je spremenljiva, tako da to njegovo delo je nastajalo skoraj, kot lahko rečemo, work in progress, zato ker je avtor dodajal in oduzemal te predmete, ki jih vidimo na sliki,
v skladu z tem, kako so se pojavljali in izginjali z domače verande v resničnem življenju. Hkrati pa je ta veranda tudi seveda primerna kot neko idealno simbolno mesto, ki govori o interakciji zunanjosti in notranjosti, se pravi v nedorečenosti med obema, zato ker sta vedno v stalni interakciji, v prehajanju nekega intimnega in zunanjega prostora. Zdaj, drugi vidik realizma, tukaj je še ena verzija te verande, tudi zadnjo delo, ki ga bom danes pokazala. Drugi vidik realizma se kaže seveda v vsebinah, v tem nekem zavezujočem odnosu do družbene resničnosti, do raznih segmentov, ki so bili resničnosti, ki so bili recimo v modernizmu postavljeni na stran, in ta vidik še enkrat ponavljam, seveda vključuje tudi to resničnost ekonomskih, institucionalnih, družbenih pogojev, ki definirajo samo umetniško prakso danes. Po drugi strani pa je spet nek določen interes za realizem navzoč v sami vednosti, da je naša resničnost pravzaprav že sama konstrukcija, ki je posredovana s pomočjo reprezentacije. Namreč danes noben več ne verjame v medijsko podobo, vsi smo dobro informirani v njenih ideoloških učinkih, v njeni konstruiranosti in oberamo s to optiko, pa vendarle te podobe na naš podzavestni um še vedno delujejo ravno zaradi učinka realnega, te navidezne objektivnosti. Tako da ta realizem, ki se pojavlja v umetnosti, nekako ne verjame več v naravnost, absolutnost te resničnosti, ki jo opisuje, ampak realnost obravnava že kot družbeno konstruirani objekt, ki je kot takšen vedno podvržen poneverbi. Zdaj, Alenka Zupančič piše, citiram, da načelo realnega ni neko naravno stanje stvari, ampak je vedno ideološko posredovano. Zdaj, če zaključim stališčem, se mi zdi, da je prednost slikarstva danes lahko v razliki, ki jo zavzame do resničnosti, v raziskovanju nekih možnosti, ki ponujajo nove vstope v te naše mehanizme spoznavanja, oziroma se mi zdi se zelo dobro izrazil Rancière v organizaciji forme, ki spodnese pričakovanje. Zdaj, v tem primeru seveda je slikarstvo lahko sredstvo, s katerega se kanalizirajo vizualne ideologije sodobnosti skupaj z temi nezavednimi mehanizmi, ampak na način, da problematizirajo te naše ustaljene konvencionalne prakse gledanja in s tem tudi vzpostavljajo neko razliko do hegemonistične strukture sveta, v katerem živimo. S tem bi jaz zaključila. Hvala za pozornost. Če ostalo še kaj energije, dveh strani seveda izvajene čez vprašanja. Ne, se jaz vedno došljamo, da je zahvaljujem v imenu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in posebej še v imenu oddelka za slikarstvo. Hvala lepa. Hvala, da še me povabili. Mislim, da ste se vedno tudi videli. Ja, hvala, da ste zdržali. Ja, res sem hvala, ko ste... Še enkrat, te priložnosti pa seveda se Akademija nekaj posebej potrebila, se mi zdi. Ja, noč pa
pa vesel 8. marc tudi vsem drugim. Tem in gospodičem. Hvala. Čak še Marija mora pol v sredo. Svetim tam in grem nazaj. Lahko, ja. Ja, tak je brez kot pravi. Pa ful rade.